Vsi prisotni, dovolite mi še nekaj besed z moje strani, glede na to, da smo v zadnjem tednu volilne kampanje pred nedeljskimi volitvami. Kot je znano, smo v stranki že zelo zgodaj ocenili, da ta mandat po predčasnih volitvah leta 2011 ne bo izpolnjen v celoti. V skladu s tem smo se tudi že ves mandat na nek način pripravljali tudi na to opcijo. Bili smo prvi, ki smo v začetku letošnjega leta oziroma točneje 15. marca letos javno predstavili alternativni vladni program za gospodarsko rast, pravičnost in nova delovna mesta. Ker je takrat v okviru strokovnega sveta, v okviru katerega deluje več 100 ljudi, ki so tudi ta program pripravljali, člani stranke in tudi vsi ostali, prevladala ocena, da vlada Alenke Bratušek tega mandata ne bo izpeljala do konca. Takrat sicer tega še nismo vedeli, vendar se je to potem relativno hitro tudi zgodilo. V najbolj neprimernem trenutku se je ta odstop zgodil, zaradi tega se tudi sredi poletja odpravljamo na volitve. S tem programom in z aktivnostjo strokovnega sveta na čelu s predsednikom Janezom Janšo so bili tudi omogočeni pogoji, da smo se lahko v stranki v teh preteklih mesecih kvalitetno pripravili na predčasne volitve. Na te volitve gremo z najboljšim programom doslej, s programom, v katerem so konkretni ukrepi, ki pomenijo tudi naše zaveze volivcem. Seveda pa te naše zaveze ne bodo popolnoma nič pomagale, če v nedeljo udeležba na voliščih ne bo množična in če ne glasujemo za konkreten program s konkretnimi zavezami in s tem na nek način preprečimo nadaljevanje sedanje politike brezglavega zadolževanja, kar je politika, ki jo namerava nadaljevati tudi po javnomnenjskih anketah favorit teh volitev Miro Cerar. Poleg kvalitetnega programa gremo na predčasne volitve v Slovenski demokratski stranki tudi z odlično ekipo na čelu s predsednikom Janezom Janšo. Ta ekipa je sposobna ta program uresničiti v celoti. In to kljub temu, da je bil z grobo zlorabo pravosodja ob začetku volilne tekme, v začetku volilne kampanje, predsednik največje stranke na Slovenskem, Slovenske demokratske stranke, Janez Janša, izločen iz volilne tekme. Tako bo afera Patria zaznamovala že 4. volitve. Tokrat tudi z edinim političnim zapornikom v osrčju Evropske unije. Branko Masleša bo tako prevzel velik del odgovornosti, ker je s proceduralnimi fintami poskrbel, da te volitve ne bodo legitimne, bodo nelegitimne. Naj navedem samo eno izjavo nekdanjega ustavnega sodnika, ki je v tem primeru dejal, gre za Matevža Krivica, sodnik, pravi, ki v takem primeru ni sposoben odločiti v enem dnevu, ne more biti vrhovni sodnik. Da ljudje to sodbo čutijo kot krivično, kot veliko krivico, da čutijo, da je v zaporu nedolžen človek, se odraža tudi v številnih pristopih novih članov v Slovensko demokratsko stranko. Samo zadnja 2 ponedeljka se je v tem prostoru, v katerem smo danes, trlo novih članov, ki smo jim na krajši svečanosti podelili članske izkaznice. Toliko ljudi se prej v stranko ni včlanilo v 3 ali 4 mesecih. Tisto, kar je na teh volitvah zaskrbljujoče, pa je dejstvo, da se preko grobe zlorabe pravosodja tranzicijski levici očitno obeta ustavna večina, o čemer je bilo že govorjeno tako danes, kot je o tem govoril kolega Milan Zver na ponedeljkovi tiskovni konferenci. Da je ta večina, ki se obeta na teh volitvah, če tega ljudje v nedeljo ne bodo preprečili z modrim glasovanjem, z glasovanjem za program stranke Slovenske demokratske stranke in ostalih pomladnih strank, pomeni pot za negativno revizijo ustave. Za nekaj, kar ni dobro,
kar je slabo in kar bo Slovenijo premaknilo še nekaj korakov nazaj v njenem razvoju. Zaradi tega lahko ta manever preprečimo samo z množično udeležbo, z glasovanjem za pravičnost in z glasovanjem proti zlorabam pravosodja, z glasovanjem za konkretne zaveze, z glasovanjem za ljudi, ki imajo znane obraze, ki za temi zavezami stojijo in ki so se v preteklosti s svojim delom že dokazali. Instant stranke, ki nastajajo čez noč, žal peljejo Slovenijo proti bankrotu. To se je pokazalo že v preteklosti, zaradi tega je dolg v nekaj letih porasel za 20 milijard evrov. Iz 8 na 28 milijard. Potrebno je povedati še, da kljub temu, da se na prvi pogled to zdi in da ljudje to tako dojemajo pri konkurenci, ki se je rodila čez noč, praktično tik pred predčasnimi volitvami, tukaj mislim predvsem na stranko Mira Cerarja, ne gre za kakšne nove obraze. Prej bi rekel, da gre za nevidne obraze. Jaz sem zdaj v teh dneh prečesal Slovenijo po dolgem in počez in sem na teh panojih in plakatih te stranke opazil predvsem en obraz. To je obraz Mira Cerarja. Torej, kot da teh kandidatov ni, kot da ni konkretnih ljudi, ki morajo izpolnjevati potem svoje zaveze, tako posameznemu okolju kot celotni Sloveniji in ljudstvu. In tisto, kar je pa še bolj zaskrbljujoče, pa je dejstvo, da gre za nek način za reinkarnacijo LDS-a. Bivše LDS stranke oziroma predvsem njenih ozadij. Stranka je tudi programsko prazna. Po tistem, kar je povedal njen predsednik na javnih soočenjih, gre za nadaljevanje politike sedanje vlade, torej za nadaljevanje politike trošenja brezglavega zadolževanja, ki pelje Slovenijo proti bankrotu. V Slovenski demokratski stranki vemo, da denar ne nastaja na proračunskih postavkah. Vemo, da je potrebno najprej ustvariti, če želiš trošiti, da morajo biti bilance izravnane, če želimo zagotavljati neko dolgoročno stabilnost vseh sistemov pokojninskega, zdravstvenega, socialne države. In to je tudi razlog, zaradi česar smo s to stranko popolnoma programsko nekompatibilni, s stranko Mira Cerarja. Jaz verjamem, da naše zaveze poznate, ampak izkoriščam to priložnost, da vseeno tiste najpomembnejše izpostavim. Zapisane so v programu po posameznih področjih, konkretno. Mislim pa, da je prav, da izpostavim tisto, kar se tiče največ ljudi. Kot veste, je Slovenska demokratska stranka sredi decembra lani vložila kot prva ustavno pobudo in s tem preprečila uveljavitev davka na nepremičnine, zaradi tega tudi zaveza, da davka na nepremičnine ne bo. Tudi zelo jasna zaveza, da ne bo nižanja pokojnin. Zelo jasna zaveza, da bomo odpravili dvojno obdavčitev za vse dnevne migrante, ki delajo v Avstriji in drugod v tujini. Zaveza, da bomo debirokratizirali državo na vseh področjih. Zaveza, da bomo z davčno razbremenitvijo omogočili ljudem, ki zaslužijo manj kot 1000 evrov mesečno, 50 evrov mesečno višje plače. V stranki se zavedamo pomena vstopa mladih na trg dela. Zavedamo se negativnih statistik v zadnjem obdobju, ki govorijo o tem, da je v deležu brezposelnih ta delež mladih, ki ne uspejo priti na trg dela in ne uspejo najti prve zaposlitve, vedno višji. Zaradi tega je konkreten ukrep, ki ga bomo izpeljali, ta, da bo vsak, ki uspešno zaključi šolanje, prejel 300 evrov plačanega pripravništva mesečno za dobo leta dni. S tem bomo mladim omogočili, da bodo vstopili na trg dela, na nek način bomo omogočili njihovo integracijo in jim olajšali pot do prve, predvsem pa tudi nadaljnjih zaposlitev. V Slovenski demokratski stranki se zavedamo, da je družina tista osnovna in temeljna celica, okoli katere se gradi tudi vse ostalo, predvsem razvoj države in posameznih sistemov in podsistemov. In od tega, ali so ljudje v okviru svoje družine srečni, ali lahko delujejo normalno, imajo zaposlitve, ugodne bivalne pogoje in vse ostalo, kar je pač potrebno imeti za to, da lahko ljudje, da so najbolj produktivni, kot je le mogoče, je seveda potrebno te družine tudi tam, kjer je mogoče finančno razbremeniti. Mi smo to politiko vajali že v obeh dosedanjih mandatih in konkretna zaveza za ta mandat je, da bomo razbremenili družine nepotrebnih stroškov za številne delovne zvezke in ostale
pripomočke v višini do 200 evrov letno na otroka, na šoloobveznega otroka. Naslednja razbremenitev je 50 evrov nižja RTV naročnina na leto. Razmere so se v zadnjih letih bistveno spremenile na medijskem področju. Nobenega razloga ni, da se tudi javna televizija ne bi začela obnašati bolj racionalno, bolj gospodarno, predvsem pa bolj tržno. In ocenjujemo, da je to v bistvu spodbuda za to, da bo ta program za ljudi kvalitetnejši, na drugi strani pa, da bodo ljudje razbremenjeni nepotrebnega stroška. Kot veste, smo v času naše druge vlade uvedli zelo dostopne, zelo poceni vozovnice za dijake in študente za javni potniški promet. To politiko bomo nadaljevali, uvedli bomo te vozovnice tudi za upokojence v medkrajevnem prometu in pospešili bomo integracijo javnega potniškega prometa, ki jo bomo zaključili v dobrem letu dni in preko tega vzpostavili sistem kompatibilnih voznih redov v javnem potniškem prometu. Sredstva, ki bodo potrebna za vse te ukrepe in še številne druge, ki jih imamo v programu, bomo zagotovili predvsem iz naslova povečanja gospodarske rasti, preko tega tudi s povečanjem zasebne potrošnje. Zasebna potrošnja bo generirala več plačanih davkov in prispevkov, več ustvarjenega, več ljudi, ki bodo delali, bo pomenilo razbremenitev socialnih blagajn, manjši pritisk na pokojninski sistem in tako naprej. Po našem mnenju samo več ustvarjenega lahko zagotavlja socialno državo. Samo več ustvarjenega lahko zagotavlja dolgoročno stabilnost za izplačevanje pokojnin. Samo več ustvarjenega lahko zagotavlja dolgoročno stabilnost zdravstvenega sistema, kjer se zavzemamo, da se preko reforme omogoči vsem, ki te storitve potrebujejo, da jih dobijo in da so jih deležni pod enakimi pogoji in da so jih deležni pravočasno brez čakalnih dob. In samo več ustvarjenega lahko omogoči dolgoročno stabilnost na področju socialnega varstva. Iz tega razloga bo tudi prvi ukrep razbremenitev gospodarstva z nepotrebnimi obremenitvami, predvsem birokratskimi, in seveda razbremenitev preko previsokih davčnih obveznosti, kajti ta bremena so še vedno previsoka. Vzpostaviti nameravamo sistem, ki bo konkurenčen našemu okolju, kar se obremenitev v gospodarstvu tiče. Nameravamo tudi izboljšati črpanje evropskih sredstev, predvsem na investicijskem delu in na delu, ki omogoča razvijanje podjetništva, nova delovna mesta. Z usmerjeno porabo teh sredstev v ta namen smo v novi finančni perspektivi, pol leta je že za nami te nove finančne perspektive, v njej imamo na voljo 3 milijarde 300 milijonov evrov, do danes ni bil počrpan niti en evro. Po pol leta. Sredstva nameravamo pridobiti tudi z bolj gospodarnim upravljanjem v javnim sektorjem, z boljšim načrtovanjem, z večjo odgovornostjo posameznih nosilcev v teh podsistemih, kjer pa gre za investicije, predvsem na infrastrukturnem prometnem področju, tudi z ugodnimi dolgoročnimi finančnimi aranžmaji v okviru Evropske investicijske banke in preko razpisa mednarodne koncesije za upravljanje avtocestnega omrežja, kjer naj bi sredstva namenili potem v novogradnje in izboljšanje stanja sedanje infrastrukture. Zavezujemo se tudi, glede na to, da so bili davkoplačevalci prisiljeni sanirati velik del bančnega sistema, da bomo po prenehanju delovanja slabe banke, kjer bomo zahtevali gospodarno in racionalno upravljanje, vse zbrana sredstva, ki bodo po zaključku sanacije ostala in po tistem, ko bo ta banka prenehala s svojim delovanjem, vrnili davkoplačevalcem. Kot veste, je naš slogan, na katerega smo se podali na letošnje predčasne volitve, enotni zmagujemo. Ko smo bili Slovenci enotni, v preteklosti smo dosegli največje stvari. Ko smo bili enotni, smo dobili lastno državo. Ko smo bili enotni, smo vstopili v družino evropskih narodov, Evropsko unijo, Severnoatlantsko zavezništvo. Mislimo, da prihaja ta čas, ko je potrebno to enotnost ponovno pokazati in jo izkazati množično na volitvah v nedeljo 13. julija. Samo na tak način lahko postavimo našo državo ponovno na pot nekega normalnega razvoja, na pot stabilnosti, pravičnosti in
na pot svobode pri zagotavljanju človekovih pravic. V nasprotnem primeru, vkolikor preko te večine ne bomo preprečili tistega, kar nam grozi na drugi strani, se pravi doseganja dvotretjinske večine, ustavne večine, nam grozi, kot sem prej omenil, negativna revizija ustave, nadaljevanje brezglavega zadolževanja in po našem mnenju žal tudi ponovne predčasne volitve. Kar pomeni, da bo v takem primeru Slovenija samo še padala na vseh mogočih lestvicah konkurenčnosti, gospodarske razvitosti in vseh ostalih, ljudem pa se bo namesto, da bi se jim izboljševal standard, samo še poslabševal. Slovenska demokratska stranka je tudi, mislim, da je edina stranka iz tega pomladnega bloka, ki je članica Evropske ljudske stranke in ki uživa, o čemer vam je govoril kolega Milan Zver v ponedeljek, zelo široko mednarodno podporo pri teh prizadevanjih v okviru Evropske unije. Praktično ga ni vidnejšega politika Evropske ljudske stranke v okviru Evropske unije, ki ne bi v teh zadnjih dneh izrazil podpore Slovenski demokratski stranki, tako podpore, kar se tiče njenega volilnega programa in prizadevanj, da ta program dobi največjo potrditev na teh volitvah, kot tudi podpore Janezu Janši, ker tudi tujina smatra, da je šlo za političen proces, politično montiran proces, ki je služil izključno odstranitvi glavnega, najpomembnejšega tekmeca, največje stranke v najbolj neprimernem trenutku iz političnega delovanja in iz volilne tekme. Hvala lepa.